nekaj božičnih okraskov narejenih iz lesnih oglancov. Tukaj imamo nekaj bolj preprostih motivov, ki smo jih za vas pripravili in so narejeni iz lesnih oglancov. Tukaj le vidimo en tak primer oglancov. Namreč pomembno je, da se zavedamo, da ti oglanci ne morejo biti narejeni strojno. To je vse narejeno ročno in dejansko so oglanci različno debeli, imajo različno debelino, zaradi tega, ker pri samem ročnem delu se lahko tudi drugače oblikujejo. Glede na sam material je tudi pripravljen motiv. Tukaj imamo najprej primer zelo enostavne rožice, se pravi en tak cvet iz 5 lupov in najbolj pomembno je, da se naučimo delati lup, to je tista osnovna tehnika, ki se potem preko motivov ponavlja. Pa si poglejmo, kako se naredi lup. Pri samem izdelovanju bomo uporabili spenjač in pa silikonsko pištolo. V pojasnilo, včasih so uporabljali lepilo za les. Vse, kar je bilo potrebno zlepiti, se je namazalo s tem lepilom, pritrdilo se s ščipalko za perilo, vendar mi bomo uporabili neko tradicijo skupaj v kombinaciji z novodobnimi tehnikami. Pri izdelavi lupa odrežemo na eni strani oglanc naravnost in potem v bistvu zavijemo ta oglanc v notranjost. Naredimo en lup. Potem gremo naokrog in potem tam, kjer že držimo en lup, vzamemo že okroglo zanko, tisto zunanjo. In dodamo potem seveda še naslednji lup, se pravi še naslednjo zanko. Lahko imamo 3, 4, pač po potrebi. Jaz bom naredila tukaj še ta 4., zaradi tega, ker mi pri sami izdelavi rožice manjka samo še največja zanka. Se pravi, naredili smo lup. In tukaj v samem prepogibu je pomembno, da pride do prekrivanja koncev oglancov za 1 cm. Gledam na to, da je vse v isti ravnini. In potem s spenjačom, moram imeti tak spenjač, ki je tanek, grem vmes in pa po strani zamaknem spenjač in zelo trdno, res trdno zapnem. Vidimo, da je sponka po strani, to pa zato, da se oglanc tukaj ne začne cefrati, zaradi tega, da ne gre pač po letnicah samih. In sedaj imamo ta lup narejen. Zelo enostavno sestavimo rožico. Gledamo, da so sponke vedno prislonjene na soseden krog. Nikoli ne gledamo, da so recimo vsi krogci takole v sredino postavljeni in da sponke tukaj v notranjosti ne bomo zakrili. Tako jo lahko vsaj delno zakrijemo na ta način, da jo bomo prilepili na sosednji krog. In pa dodamo še potem najmanjšo zanko. Vzamemo silikonsko pištolo, tukaj bi rada povedala, da imam pištolo za hladno lepljenje, torej je silikon manj segret in hitreje se pritrdi, medtem ko vi doma imate verjetno pištole, ki so mogoče malo bolj tople, kar pomeni, da boste majčkeno dalj časa držali te lupe med sabo, da se v redu sprimejo. Pri samem dodajanju silikona dodamo samo na en lup, takole nekje za polovično glavico graha, se pravi za zrno graha, in pa to skupaj tam, kjer je pač sponka, pritisnemo skupaj. Držimo in pri tem pazimo, da lepilo ne gre izza samega lesa, se pravi, lepila se ne sme videti. To položimo na samo podlago, vse mora biti horizontalno in dodamo naslednji lup. Zopet za polovico graha in samo enostavno takole zraven pritrdimo. Pridržimo in nato tukaj vmes, kot vidite, imamo v bistvu del, ki ni zalepljen, tukaj vmes dodamo ponovno nekaj silikona. Odmaknemo, malenkost dodamo
pritrdimo. Resnično moramo paziti, da se lepila ne vidi. Ponovimo še pri manjših lupih. Takole. In potem seveda, tako kot smo prej pri velikih lupih, pritrdimo še manjše lupe tukaj vmes, kjer ni lepila. V primeru, da se nam takole lepilo vidi, potegnemo se škarjami navzven in ga umaknemo. Ponovimo še na tej strani. Umaknemo vse laske, odstranimo vse laske, ki nastanejo pri silikonu. In že imamo naš obesek narejen. Dodamo trak. Trak dodajmo tako, da ga damo preko dveh lupov, ne samo preko enega, ali celo lahko tudi preko sredine. Vedno zavežemo na koncu na vozel. Takole. In naša rožica je narejena. Nadaljujemo potem z izdelovanjem dvodimenzionalne bunkice, če lahko temu rečemo, se pravi, imamo krog, v katerem imamo različne motive. Tukaj vidimo, da lahko tudi uporabimo še take oblance, ki niso najboljši, vendar za podpolnilo so zelo zanimivi, zaradi tega, ker imajo različno strukturo oziroma teksturo. Vzamemo trši oblanc, s katerim naredimo krog. In tukaj ne spnemo s spenjačem, zaradi tega, ker imamo to že v bistvu zunanji krog, ampak tukaj lepo zalepimo. Zalepimo na ta način, da približno centimeter do centimeter pa pol lepilo enakomerno razporedimo po površini in prekrijemo z oblancem. Pri tem pazimo, da imamo spet ponovno vse v isti ravnini. Imamo našo osnovo narejeno, potem je pa zelo priročno, če imamo kakšen takle oblanc, ki se nam je lepo začel sam zavijati v notranjosti. Odrežemo nepravilnosti. Lahko ga tudi sami malce ukrivimo, tako da dobi svojo pot. V primeru, da se oblanci, da so mogoče malo trši in se lahko lomijo, potem jih popršimo z vodo. Takole bomo zdaj naredili, se pravi, tale oblanc tukaj vmes bomo lepo enostavno samo zalepili. Ponovno pazimo, da je vse naravnost, tudi tukaj bomo naredili. En tak lup, da ga bomo zalepili, kot če bi hoteli narediti presto. In pa tukaj na vrhu ponovno zalepimo na mestu, kjer je že zunanji krog zlepljen. Takole. Takole smo dobili en tak motiv, zdaj pa v bistvu samo še ustavljamo te kroge. V temu našemu primeru imamo že en tak oblanc, ki je že tako sam v bistvu oblikovan v ta krog. Ga lahko uporabimo zelo enostavno. Samo na zunanjem oblancu prilepimo. Pustimo v sredini, ni potrebno vse lepiti. In dodamo tako, da se lepo usede v ta naš krog. Namreč izjemno pomembno pa je, da vse tisto, kar vstavljamo v krog,
ne deformira kroga, da krog ostane krog, ne da potem dobi kakšno eliptično obliko. Se pravi, krog, zunanji krog mora ostati krog. Imamo same kroge, ki jih potem lepo ustavljamo. Vidite, da imamo pač različne. In tam, kjer pač zalepimo oblanc, potem damo še vzgoraj lepilo, tako da tega roba drugje ni videti in lahko potem malo bolj asimetrično to ustavimo. Tudi zelo tanke oblance lahko tu uporabimo. Pri samih oblancih je potrebno še gledati, kakšna je širina, ker so pač včasih tudi različne dimenzije oziroma širine. Lepilo odmaknemo. Lahko naredimo tudi tisti lup, ki smo se ga že naučili. Recimo, da sem noter z bolj tanjšim oblancem, lahko to naredimo. Se pravi, da ponovimo ena zanka, gremo v drugo zanko, tretja zanka in pa četrta se ravno izide. To lahko spnemo po strani in prilepimo v notranjosti tega zunanjega kroga. Ali ga ravno ustavimo takole. Imamo še nekaj drobnih oblancev, ki jih lepo samo skupaj v manjše svitke damo. Ni potrebno čisto vse zapolniti. Še tukaj imamo takole. Naš krog je narejen. Če imamo preveč tukaj frfutajoči oblanc, ga samo nekje v sredini malček pritrdimo. Ni pa potrebno celega. Takole. Pazimo, da je vse v ravnini. Odstranimo silikon, odrežemo tisto, kar je nepotrebno. Dodamo zgoraj, tam, kjer imamo v bistvu dvojni oblanc, trakac, ki ga zavežemo na vozu. Motiv kroga smo končali. Vidimo, da imamo nekoliko drugačne motive. Najbolj pomembna zadeva je, da imamo res krog in pa da ta prvi motiv kot presto dodamo tukaj, da utrdimo. Potem pa sledimo sami obliki. Pustimo nekaj praznih prostorov, zato da so ti krogci malo bolj zanimivi. Nadaljujemo v našem stiliziranem ptičku. Kot vidimo, imamo lahko solzo, ki jo lahko lepo oblikujemo. Dodamo kljun in oko, ki nas spominja potem na ptico. Ptica je seveda tudi en tak simbol svetega duha. Vzamemo oblanc, ki je nekoliko trši. In ga v bistvu prej smo delali krog, sedaj ga pa moramo nasprotno notranje strani zlepiti. To pomeni, da ponovimo tako, kot smo se že naučili. Razporedimo lepilo
in poravnamo. Izjemno pomembno je, da imamo tukaj poravnano vse zopet na isti liniji, se pravi z samo podlago poravnano. Sedaj pa v bistvu to nežno oblikujemo v tisto solzo, če lahko rečem yin in yang, tako da dobimo eno tako obliko našega ptička. Prej sem že naredila lup, tako kot smo že pokazali. Pritrdim tam, kjer je sponka. Pazim, kako pritrdim, zaradi tega, ker je to potem tudi osnova za naše oko. In pa zelo fino sem skupaj zvila tanek oblanc. Če vam to ne gre, če se lomi, ponovim, potrebno je le popršiti z vodo in skupaj zvijete. Ko se posuši, imate lahko to že pripravljeno. Tam, kjer je sponka, dodamo oko. Lepilo se ne sme videti. Sedaj pa samo še kljun. Za kljun imamo izjemno mehk oblanc, skoraj prozojen. Če so oblanci trši, jih je potrebno zopet zmočiti. In zdaj samo enostavno to takole zavijemo. Se pravi, vzamemo iz obeh dveh koncev, primemo in samo zavijemo. Špica naj bo špica, se pravi, malo oblanc takole enega v drugega damo, prilepimo zunanji oblanc. Pazimo, da se lepilo ne vidi, takole. To imamo zdaj takole narejeno, potem pa enostavno z škarjami odrežemo po samem robu prejšnjega oblanca. Vidite, da naredimo tako kot en kornet. Sedaj pa tukaj zarežemo in te špičke vstavimo v sam kljun. Takole. Dodamo lepilo v kljun, da se špičke zlepijo. Pri tem lahko malček uporabimo tudi škarje, da se ne opečemo. Sedaj pa smo dobili podlago, na katero damo zopet malo silikona. In zdaj bodite pazljivi. Zgornji del kljuna je čist, spodnji del je pa tisti, kjer smo zalepili. Tako da tisti del, kjer je lepilo, gleda navzdol in kljunček prilepimo. Malo podržimo. Ko je lepilo še tekoče, lahko odstranimo, ker je pač spodaj prišlo. In že imamo našo ptico. Če vam mogoče malček nagaja sama oblika, lahko zgoraj, tukaj zgoraj, lahko še malo dodate lepila. Takole, recimo, če vam preveč trli, zaradi tega, da dobite tisti res značilen trup ptice. Vzamemo vrvico, zavežemo na vozu in samo pri tem obesku, nikjer drugje, samo pri tem obesku je potrebno vrvico tudi nekoliko prilepiti, zato da bo ptica v pravem položaju. Se pravi, želimo jo imeti malo bolj naravnost. To pomeni, da sem na trakec damo zelo malo lepila. Prestavimo in zalepimo spodaj. Sedaj pa bo ptica ostala v pravi željeni poziciji. Imamo še srce, tu je asimetrično srce in tehnike so že znane. Torej, naredimo srce na ta način, da izberemo dve polovici, ki
ki sta takole navznoter obrnjeni, asimetrično, se pravi različno veliki. Ponovimo tehniko odprej, kar pomeni, da nalepimo, takole razporedimo lepilo, nalepimo navznotraj. Pazimo, da smo vzporedno, srce naravnamo. Srce mora biti asimetrično, kar pomeni, da ga tudi asimetrično tukaj v sami sredini zalepimo. Takole. Srce imamo narejeno, dodamo še en večji lup v to zgornjo polovico. Pokrijemo sponko. Dodamo še motive v sredini. Se pravi, že tako lepo oblikovani oblanci ne potrebujejo, da jih skupaj v celoti zapnemo, ampak lahko samo na koncu zalepimo. Zdaj pa v bistvu sami predno zalepimo, malo razporedimo, želimo malo drugačno srce. Takole, zdaj ko vemo, kako bomo dali, ponovno zalepimo. Lepimo vedno na tisti strani, kjer smo že v bistvu lepili, da ta rob zakrijemo. Beremo še sledi lepila, vzamemo trak, gledamo, da obesimo na tisti strani, kjer je pač večji lup pri srcu. In naš okrasek je dokončan. Sedaj pa še en zelo preprosti motiv za naše cicibane, ki zelo radi pomagajo. Tukaj pa je nekoliko več časa potrebno, namreč tukaj delamo z lepili za les, z mekolom. Torej vzamemo oblanc. Jaz bom tukaj zdaj uporabila
silikon, vi lahko uporabite lepilo za les, kar pomeni, da tukaj, kjer dam pač jaz zdajle silikon, nalepite oziroma namažete z mekolom. Tu, kjer jaz zdaj držim, date ščipalko in potem, ko to nalepite, počakate dejansko en dan, 24 ur, in na ta način pripravite nekaj različnih krogcev. Jih ravno tako s ščipalkami potem fiksirate, da se posušijo. Lahko nekoliko manjše, lahko nekoliko večje. Skratka, ko enkrat kroge naredimo, naslednji dan, ko se mekol posuši, jih otroci ponovno z mekolom prilepijo v krog, da nastane tako enostaven motiv, kot je ta. Veliko uspeha pri izdelovanju božičnih okraskov iz ognjencov.